Lahko greva res na ta film, Ja, ki si ja, ga... ja. Malo me zanima o tem procesu, Zakaj si se v bistvu sploh odločil Ja. snemati film? Kaj vse si ti v bistvu v njemu, vem, da si režijo imel česa, ne, pa scenarij, še kaj drugega, vem, da tudi igraš noter. Tako malo me zanima ta proces, ne, pa kako je drugačen bil od ostalih projektov, ki si jih do zdaj delal. Ja. Mislim, da je tako, jaz sem mogoče imel tako podzavesti že od nekdaj to željo. Pa se mi zdi, da se vsak po mojem malo sanja tako nek film, ne? Tako vsi imamo neko zgodbo v sebi. Ti pišeš knjigo, kako si zdaj končal že. Ja, zdaj se tiska. Ja. Tiska se, že 15. Drugič, ja. Ne, ampak veš, imaš nekaj v sebi, rad bi dal ven, pa tako vsi, tudi zdaj, odkar smo dali ven novico, ne vem, od prvega trenutka, da bomo snemali film, je, bi rekel, že tako več kot 20-30 ljudi prišlo do mene, pa tako, jaz sem tudi idejo, ne, za film. In tako super, vse te neke zgodbe tlijo v nas, pa, ali pa tako, to je bilo, za tvoj naslednji film imam eno idejo, pa tako, imam jaz tudi svoje ideje, ampak je pa super to, da ljudje imajo to vse in to tlijo v nas in pa zdaj, a boš to realiziral ali ne, to je zdaj vprašanje. Ker je ta pot do konca do izdelka je pa res trnava, in pa ljudje rečejo, pa ne, imam eno idejo v glavi, to ni še niti 1% še ni. Imam ful dobro, sam še moram dati na papir. To je v biznisu isto, ne? Ja, sej. Vsi imajo ideje. Ja. Sam to je nič vredno. Danes. Nažalost, mislim, če bi bilo res tako, ta neka zlata, sam da ti zdaj to povem in zdaj ti pa zdaj mi red milijone iz tega. Jaz ti dam, zato. No, ne zato, da mi nekaj. In tudi Lizan so se pogovarjali, tudi Mitja Okoren, so kar dobra prijatelja, mislim, to sem zdaj zvedel. Ne, so bila najboljša prijatelja nekoč in pol pač življenje se malo razide, pa tudi pač jaz sem tako. Ok, skregala ste se, ja, naprej. Ampak skregala so se že staro 18 in pol so se pobotali in pa so se spet malo skregala, ampak zdaj se mi zdi, da Mitja, če to gledaš, oni tako včasih gledati stvari, ki jih ne bi pričakoval. Ne, sem se spoznala enkrat. No, super. Pa veš, kaj še ne. Ne, pač jaz pravim tako, no, da on je vitez in jaz sem bil njegova poroda, ko sem bila mlajša. Kar je meni bilo the best, ker sem bil sramežljiv, on je res tako po naravi ful ekstrovertiran, pa tudi ful je močno osebnost, karizmatičen, je ful progresiven, agresiven, tako človek je res je vlakovodja, ko pravijo za hitrim konjem se najbolj kadi, on je točen to. In pač jaz kot sramežljiv človek, pa tudi ima neke ideje, sem se malo na njega tako šlepal in tako me je ful naučil, in pol valjda v enem trenutku sem jaz tudi hotel biti vitez, in pol tukaj sem se začel upirati, v smislu tega, tudi hočem imam neke svoje pravice, da se zdaj stabljati, in pol pač to pa vodi v nek konflikt, kaj tako zdaj, ti si v poroda. Ne, da bi on to zavestno delal, ampak tudi on je rabo nekoga, da gre z njim, pa mu krije hrbet in tako pač. Tukaj pa vodijo neki konflikti, ki zdaj, ko gledam za nazaj, zakaj so jih sploh imeli. In zdaj jih nima več, ker tudi jaz njega poznam, pa on mene poznam bolj. No, ampak znam se v tem pogovarjal, da ker ljudje se bojijo, da jim bo kdo ukradel idejo za scenarij. In je tako, noben ti ne ukradel, zato ker vsak ima itak svoje ideje, tisti, ki se s tem ukvarja, ima ideje, ki hoče svoje realizirati. In zdaj, če ti meni rečeš neko idejo, pa mi zdaj pa jaz bom to vzel in posnel ta film. Težko, no, ker je ta pot tako težka, da bi zdaj se še s tem ukvarjal. Že svojo idejo težko realiziraš, kaj šele od nekoga drugega. Razen, če bi bilo res nekaj tazga, pa še to. Ja, na Netflixu obstaja ena serija o filmih, teh kultnih filmih in kako so jih snemali. Ne vem, če poznaš. Tako Die Hard, Sam doma. Ja, pa ta Dirty Dancing. Pa to, Dirty Dancing, ja. In tam vidiš ta proces, sploh glede scenarijev. Kaj misliš, scenarij za Sam doma, to bojo vsi pograbili. Ne, to je stal v omari 10 let, to noben ni hotel, to so pluvali po njem. In to je res ideja, ki ni spolirana, ki ni uprejemljiva, si ljudje ne more predstavljati, pa kar vedeti, da je ful dobra. In isto je v biznis svetu, kar smo mi, pa te folk povab, ne vem, na sestank, da ti bo idejo, pa prej se usedeš, že nek NDA podpisuješ, pa si ti misliš, model, ti zdaj misliš, da imaš next Facebook, ampak klej skoraj sigurno nimaš,
Pa tudi, če bi imel, je treba to narediti, kar je v bistvu glavna stvar. Ja. Ti moraš narediti naslednji Facebook. Ja. Ideje je milijon in so nič vredne. Ne? Enkrat je Jonas Žnidaršič na Sofu prodaval o idejah, ne? In je rekel, ideje je vredna nič. Ne? To je bilo njegovo glavno sporočilo. Zakaj? Vse okrog tega, ne? Da treba je idejo spolirati, pa jo v bistvu sploh ne govoriti, da pride ven. Ne? Ja. In tisti ljudje, ki ne ustvarjajo toliko pogosto, dajo preveč pomembnosti na idejo. Mislijo, da je ideja res ful pomembna stvar, ampak v bistvu ni toliko zlo. No? Ja, točno to. Isto za scenarije, to scenarij, to imam v glavi, to bo me klical Spielberg, lahko kupam za milijon. In pa tudi ful zaradi tega ne napišeš, zato ker se to bo enkrat, ki bo res, ki bo vse perfekt, ki bo luna na pravem mestu in bo me se usede in bo kar šlo iz mene in to bom napisal v enem dnevu in to bo carsko. Zato, jaz sem po moje 10 let rabo, da sem se spravil tako daleč. No. Že leta 2012 sem prijavil en scenarij na razpis od Filmskega centra, to je bil razpis za razvoj scenarija. To so ene 3 faze, najprej razvoj scenarija, pa je razvoj projekta, pa je pa realizacija. Razvoj scenarija je pač pisanje scenarija. To je tako, damo ti nekaj malega, nek honorarček, ker boš kao zemljo zato, da lahko sediš pa pišeš. In že tukaj je tako, ti moraš v bistvu prijaviti vsaj pol scenarija, kar je že tako, se pravi, to je že skoraj napisano, oziroma kako boš ti zdaj iz pol scenarija vedel, da je to dobro ali ne. Načeloma bi moglo biti to ena stran, samo tako, jaz imam zdaj eno idejo in dajte mi zdaj denar, da bom jaz to idejo razvil. A je ta ideja dovolj dobra, da se jo sploh razvija? Se tako v biznisu, se nekaj je lahko tako, ti imaš zdaj idejo, ok, dam ti 2 jurja in zdaj pa se used pa naredi nek poslovni model ali pa prototip. Mislim, da je do 5000 oni dajo, nekaj tak ne bom zdaj. Kar je super, recimo, da greš za 2 meseca na nekam se zapreš pa delaš. In zdaj, takrat so me že zavrnili, pa sem bil tako malo razočaran, to je tako dobra ideja bila, napisali so mi, da ima premalo. Ne štekajo. Da manjka moralne in etične kritike, je pisalo, družbe v tem scenariju. Kaj je že tudi tako, pa dobro, ne rabi čisto vsak scenarij med moralno in etično kritiko družbe. Pa še pisali, film se konča s srečnim koncem, kako pak? Ta beseda mi je bila tako, kako pa, tako kao, te vaše zgodbe, vaših komikov je moj, kao, če en samo morček dodal na konc, to bi bilo fora. Tako da takrat sem bil tako malo razočaran, ampak sem bil dokazal, ampak sem spet rabil čas, da so se stvari poklopile. A je bil to ta scenarij? Mislim, je bila že neka osnovna ideja za to. Ja. Čeprav potem se je pridružila Urška Majdič, s katero so skupaj napisala ta scenarij in ona je v bistvu potem ga nadgradila skupaj so ga nadgradili, ampak sigurno se to ne bi zgodilo brez nje. Tako da je spet ta nek moment, ko pridejo ljudje v tvoje življenje, ki ti pol pomagajo to uresničiti, tako kot v biznisu, pa v vsaki stvari. Mogoče bi jaz, ne bi bil, definitivno ta film se ne bi zgodil brez nje, pa njen doprinos je bil tako res ful velik v tem tudi, da so skupaj raziskala neke stvari in ga nadgradila še za 300%, v tiste neke osnovne ideje, ki je bila takrat, ki je bila čist sam v grobem, tako bi rekel. In tudi scenarij je taka živa stvar, ti lahko nekaj pišeš in pol šele, ko bo to nek drug človek izgovoril, bo šele videl, a je to smiselno ali ne. Tukaj se pa pridružiš s Saško Kocetom, naš glavni igralec v filmu, ki je tudi prišel pač k nam za 2 tedna in smo pa skupaj še neke stvari dodelali, kjer je pa tudi še on dodal svoj doprinos, ker se mi zdi, da tudi ne bi bilo filma brez njega, če ne bi tudi on se angažiral, pa če ne bi dodal. In tako mislim, na koncu misliš, ok, ta proces je res toliko več plasten, da tudi za naprej, ker razmišljam, ker že sanjam nove filme, je tako, brez veze, da je sam tako, to imam in to mora biti tako, ne, to je zdaj samo osnova, to je samo v bistvu še manj kot temelji, to je zdaj, vse mora biti dobra zgodba, pa trdna, pa dober scenarij, sam šele, ko bojo se igralci sestavili, ko bomo videli, kako zveni iz njihovih ust, ko bomo videli, kako to sploh deluje, zdaj ta dinamika med dvema človekoma in zato je pa pri filmih tudi toliko enega fejlanja, tako malo prazno, zato ker ti imaš neko idejo, ampak pol, če ni čista prav človek, ta pravi igralec, že tukaj med njima ni kemije.
pa tudi, če se fuldoor štekata, pa če ne deluje na ekranu, da te dosta res zaljubljena, je vse za manj, ali pa če se ne ujame, pa če že vizualno ni možno, da bi te pa ne bi nikoli bila skupaj, tako je pa lost the best, vsi so the best, vse je the best, scenarij je the best, če tako ljudje, ko gledajo, nimajo feelinga, a bi te res bila skupaj, ali pa, ne vem, a je to sploh realno, tako da je ful je ta neka mešanca obrtništva, umetnosti, sreče, ta prav trenutek, ta prav čas, tudi Saško, jaz sem prav pisal ta scenarij za njega, in on je v Makedoniji najboljši igralec. Zdaj dobil nagrado za najboljšega igralca v Makedoniji. Ja, ne, se je zelo dober v filmu. Ja, ful je, pa to, ki je karizmatičen, pa tako vse je enostavno, ko on to, mislim, tako deluje enostavno, ampak v spodaj se dogajajo pri njemu procesi. Jaz pravim, da je on makedonski zrnec, ker je pač igral v drami tam v makedonskem pozorištu, zdaj igral kralja Learja, te neke resne hamletske vloge, pol je pa tudi stand-up komik, pa tudi nastopa tam v Makedoniji, vodi njihove makedonske Viktorje, ki se imenujejo neke Zlatna Buba Mara, nekaj tazo. Je tudi že 12 let tam tako dela skeče, pa reklame s njim. Tako ful je več plaster. Ampak spet, če ne bi on, takrat smo njemu poslali, in tako, če bi on rekel, ne vem, kaj bi se. Si ga poznal ali si? Sem ga poznal, ja, že iz stand-upa tako po jugi, ko smo nastopali, pa smo skupaj nastopali, pa sva se vedno nekako ujela. Pa sem pa biti pisal, nekako bi mogel za njega napisati ten scenarij. Ker tudi on igra te neke makedonske stvari, ki pa tudi mu ne ležijo čisto 100%, te neke resne vloge, neke očete, pa nekih najstniških serijah, pa tako, ki mu ni čisto 100% všeč. In pol je bilo tako, tudi za njega to je izziv, da je nekaj, ker je malo ven iz Makedonije, da je neka malo bolj balkanska zgodba. Tako da, ampak če bi on rekel ne, jaz mislim, da spet ne bi bilo tega filma. Mislim, ne bi mogel nastati, ker je bil mišljen, da je tako glavni enak Makedonca, in težko bi najdel zdaj. V Hollywoodu lahko rečeš, ok, bomo rekli, Brad Pitt, imaš čas, nimaš, ok, kaj pa ti, Zac Efron, kaj pa ti, ok, že tukaj se ful hitro zgodi, če ni Robert De Niro, je že težko, kdo bi lahko namest njega, če imaš v glavi, da bo to Robert De Niro. Se imaš pa primere, veš, kaj sem sam hotel, tako govoril si o temu kaosu pa kreativnem procesu, ki je v bistvu zelo nekontrolirana stvar. Ti v bistvu prideš, show-upaš, narediš temelje, pa projekt sam. Pride ta, pa ti pomaga scenarij pisati, pa pride ta igralec, pa doda nek svoj flavor. Pa to. In ti v bistvu sam tako menedžeraš ta projekt, pa opazuješ, kam gre. Zato, ker če ne bi ta Makedonc ali pa ta igralec sprejel, bi ti mogel se prilagoditi, če bi hotel še vedno film. In bi bil ta film nekaj drugega. Ker doskrat v zgodovini imaš tako, ne vem, The Matrix, je najboljših filmov v zgodovini saj znanstvene fantastike ali pa celo na splošno. Oni so želeli dobiti Will Smitha za vlogo Neota. In to si mi danes ne moramo sploh zamisliti, ker Keanu Reeves je Neo. Tako, perfekt, ne moreš. In nekaj drugega bi bilo. Jaz ne pravim, da bi bilo slabše, ampak kreativni proces bi povedal svoje. To se 100% strinjam, in tudi, ko so te faze, tip neki sanjaš v glavi, neko zgodbo, pa imaš tako, bo to, in pol se snema in je tako, to že je točno tako, in pa komentiraš, to sploh ni niti malo tako, in pa ta film, ok, to je zdaj rade, ampak od tukaj, ko sem jaz imel v glavi do sem, je zdaj to že čist drug film. Tudi ta glavna igralka, Jelena, ki pa je v bistvu rojena v Bosni, odraščala v Makedoniji, zdaj pa živi v Zagrebu, se poročena s Hrvatom, tako da kamorkoli gremo je tako, ona je vaša. Ona je recimo tudi ta lik mička naredila po svoje, kakor je bila čisto osnovna ideja. Je malo bolj nevrotičen glavni lik, mi smo bolj mislili, da bo bolj goofy, mislim, saj ta osnovna ideja, ampak pa, ko je ona prišla, je dodala pač svoj pečat in je spet zdaj to zdaj malo drugače, in meni se zdi, da je super, lahko pa tudi ne bi bilo, mislim, zdaj spet ta nek, kako zdaj vedeti, a je prava odločitev ali ne, da ti recimo rečeš, ok, to je to, ali pa ni, še na koncu bomo vedeli, je bila prava odločitev, oziroma gledalci bojo povedali, ali so se lahko poistovetili ali ne.